Unga prej smo imeli rezervo, na testu smo imeli Brkotovga. Hvala Brko, če poslušaš. A že snimaš? A že snimaš? Zdaj pa že. Potem pa pazite. Pazite, kaj govorite. Tako kot pravijo na vseh teh, ne? Pa treba, danes sem bil na pevskih vajah in smo imeli to. Najprej se moraš malo zmasirati. Pa moraš pa, čakaj, kako smo želeli? Mogoče pa sam pomagal, če ne pa rešidov jeli. Zdaj se pa smo pa že imeli to obrazu aerobiko. Za začetek. No, kot če pravijo ne, vsi ti politični svetovalci, da moraš tretirati vsak majk, ki ga vidiš kot hot majk, tako da moramo biti previdni, kva govorimo. Ne. Tu če rečejo, da nič kao nas snimajo. Ne, se še ne snemam, Zmeri snimam. Ja, to si že po oglasih na Googlu vidiš, da zmeraj snemajo. No, se je to. Ja, oni pa sploh. Torej, tako da, če kaj v danes odnesete, dragi poslušalci, je to, da je vsak majk je hot majk, kot bi rekel. Tudi na vašem telefonu. Tudi na vašem telefonu in ne verjete. Še posebej na vašem telefonu. Ampak to samo zato, da vam prilagodimo izkušnjo. Uporabniško. Ja, no, nekam spet sem si ga nekam se smestijo. No, kaj jaz sem lih danes, oziroma kdaj sem bral včeraj ali predvčerajšnjem, da sicer ne vem, če tudi pri nas, ampak v Ameriki je bila blazno, se pravi, nekih, kako bi rekel, nekih krogih internetnih je bila blazna strah. Aha. Strah in zmeda, in da, ker je ta firma rekla, da bo testirala 5G signal, oziroma je poslala, to je samo testno sporočilo, če dela na 5G-ju, če se kaj nevarnega zgodi, pa da pošljajo, da vsi uporabniki dobijo sporočilo. In so rekli, mi bomo samo potestirali, če to dela. Ja, in seveda se najdel eni in so rekli, to je pa to. Zdaj bojo pa vsi, ki so cepljeni, se bo sprožil in noter skrit zakodiran in bojo tisti ratali zombiji. In mislim, da je bilo to včeraj ali danes. Aha, četrtega je bilo rečeno. Kva smo danes? Četrtega smo danes. Tako da, mogoče je že zombi apokalipsa v Ameriki. Dobro, v zombi apokalipsi, drage poslušalke in poslušalce na oni strani luže. Simona pozdravljamo v Severno Karolino, mogoče je že zombi Simon, ne vemo. Ja. Samo veš, če si se cepil recimo v Evropi, ker mislim, da se on je takrat še... Ne, on je bil že dol. A je bil že dol. A veš, ali pa recimo, jaz sem se pa sprašal, kaj to pomeni za nas, če to v Ameriki naredijo, a to tudi pol par nas teli? Počakaj, boš dobil SMS. Ja, tako. A pa dela na evropsko cepivo, ki zihar je tudi drug. Čeprav je Pfizer delo, verjetno. Disem kvas dubu, ne? A so se to zmenili? Ko sem jaz to na angliško reč? Kaj je bilo že ono? Ne vem, kaj je bilo že. AstraZeneca pa Pfizer. Jaz sem dobil to angliško. A to si dobil? Ali pa veš, kaj pa če si se zunim... Mene je pršel James Bond pospavati. Ali pa kaj če se zunim ruskima, veš, šel pizda v Srbijo. So imeli unne ruske. Sputnik. Kaj pa pol? Pa si pa double agent zombi. To je enih težav. Pa si pa ruskaja zombi, razumeš? Tako da zna biti zajeba. To je enih težav. Ful enih problemov. Zdaj, ni se obnašajo, kot da jo preživela. Ja, oni se niso cepali. Ne vem, jaz tega dela ne razumem. Srečno. Srečno, ja. Vse skupaj. Mislim, a veš, preživiš, ne? Če preživiš. Dokler preživiš, ne. Dokler živiš, pa ne. Oni niso ovce, ne. Ja, to pa ja. Če 24 ur na dan na Facebooku berem te neumnosti, oziroma pač za njega niso neumnosti, pa 24 ur na dan, oziroma bomo rekli 8 ur za spajne odštejmo, če vas preostali prosti čas posvetiš tem stvarem, je boljš, da te že danes ni. Sam niso pa ovce, sam to. Ja, sam živ, ne se s temi stvarmi ukvarjati, Pejt malo ven, dokler je še. Dokler še lahko greš ven. Dokler ni zombijev. Dokler ni zombijev, pa četrti. Dokler vas nov harp odplaknu ali neki. Had. Ne, harp. To je unke vreme rihtajo. Tako, to je druga stvar. Druga teorija zarote. Nisem seznanjen. A še nisi? Si se izvidel, to je že zelo. Stari, to je ti Kemterlisi varianta, to je harp. Harp je sistem.
Bom dal zapiske, ker zihar sem pozabil. Ampak, mislim, ne vem, če je tudi chemtrails, ampak mislim, da je HARP pač sistem, ki je kratica neki vremena, bla, bla, bla. Ne vem pač. Ja. To veš, ampak malo se poduči. Ne, držim se ali toga na sveta in grem raje malo ven, hoditi, laufati, karkoli. Čudak. Za 5 minut takole, 5 minut takole. Mi smo pluralni, vsem. Ja, vse, mej, kar češ. Smo odprti. Tako, že 3 cm. Ni še nič, še šele začetek. Ja, začetek je. To je. Da. In kako sta kaj preživela ta teden? Kar v redu. Mislim, razen običajnih zdravstvenih težav, skoraj 50-letnikov, nič hujšega. Kaj te šiple zdaj? Škoda, raka nimam, tako da je dober. Ne, to smo zdaj ugotovili za ta urinski del. Ja, ne, da ga nimaš. Ja, ledvica bomo pa videli, pa ne ostalo. Dajmo potrkati ne po glavi, ali kjer žite, da se trkati. Se vam les tudi jaz tukaj. Pisa kaše. Tole, ni les, tole. Ja. Trkamo. Ja, dobro je. Za vse zdravje. Tako da je na to, ampak zaenkrat v redu ne. Za nas moške, to je med 50 in 60 je baje una. Se to me zdaj skrbi. Debeli. Počas bom prišel v dolino smrti, pa če bom ven prišel v 60, bomo pa videli. Dolina smrti. Seka zdaj, seka. Se vidimo 2:34, če se vidimo. Ja, no, ne. Enkrat bo treba jeti, kot smo. Glede na to, da si cepljen, skar optimističen. Mislim, bolj srečen, da si 4. oktober preživel. Za enkrat če. Ne, imamo še neki cajt. Še ni konc. Še ni konc. Ni ga še konc, ampak smo bili na koncu. A mislim, da bo je zdaj sprožil. Lahko pa da 9. ko bo tole odzun, da že ne več, da bom postkumno me poslušal. Nikoli ne veš. Tam kdo to bo zmontiral pol. To bomo bolj tako relisali kasneje, veš, to bo pol. Kokaune, kakšne neodkrite pesmi, skice Da Vinčijeve ali pa Van Gogove, ki jih najdejo pol na kakšnih podstrehah. Zdaj bomo v AI boste nafilali mene, pa bo to bila podcast. Pa bomo naprej delali to. Sej full cajta bom govoril, pa te stvari, pa je pol ure hitro okolo, veš. To bo noro. Še naučiti ga morava, da scenarij ne piše. ChatGPT že kar dobro zna. Mislim, da če daš unih 20 € za šterko, da bi ti znal biti že kar dober. Slovenščina ga pomoč. Ja, zdaj so že neki ugotavljali, kaj da je šterka slabša, ki je bila. A to pa ne vem. Ja, res, to, kar zdaj že sam sebe citira. Ja, ker najde stvari, a veš, ker so jih v bistvu prek njega napisali, jih zdaj že on najde, pa ti spunuca, pa zdaj že sam sebe not vključi. To pa ni nujno dobro. Čak, se bojo pri petki to ven fuknili. Mislim, bo sam sebe znal spustiti ven. Oziroma se bo znal avtocenzurirati, da bo povedal sam ta prav odgovor, ne bo v njih 4, ker niso bili čisto pravi. Mogoče, se ne veš. Takrat bo itek že prepozen, ko bo... Zombie apokalipsa. Ne, to ne, sem mislil Skynet, ampak lej. Dobro. Druga apokalipsa. Zima ful rajše robote, kot zombie. Ja, lej. Kaj robote bi imel rajše? Zima rajše robote. Mislim, nijo nekih preferencij. Mislim, ali imaš matrico, ali imaš pa robote. Ponovadi imaš to go-to. To je res. Doomsday. Of choice. Če tudi zombiji so nikoli. Kdo v tok hodu, a ne pri tem, čomo zombiji. Ja. Veš, vsa ta hoja. To smo pa hodili, pa roke naprej držati. Je samo odvisen, kjer je zombije. Ker zombiji so zdaj se malo se razširil pojem. Niso več tako čist, ne. Odvisen, kaj gledaš, ne. Kakšni so bili tudi pol ful hitri, pa tako da. Odvisen od zombijev. No. To smo se pa že naučili, da prihajajo zombiji originalno iz Haitija, ker so jih pač toliko so jih izmučili, da so zgledali skoraj mrtvi in zombi pomeni na pol mrtev, na pol živ v tem Haitiščini. Ne, pa ni bil eno bret je bil v bistvu, ker so ga tako oni so imeli še neko bret točno. Bret je kao, pa tudi tako, da bi jih ne dvignili iz mrtvih, pa to, pa dol nekaj. Voodoo pa to. Voodoo pa to, pa hitro štorija ratala, pa pač ne.
Pol sicer full cajta ni bilo moderno, meni se zdi, pol Romero. Z Romero to se je začelo. Romero je se spomnil te zombije, ki jih poznamo. Dan danes. Ki pridejo tudi na dom. Četrtega. Danes, mislim, prejšnjo sredo. Tako. Je bilo. V prejšnjo sredo, če ste obkroženi z zombiji, se bo Simon sporočil. V bistvu v Ameriki so, pri nas verjetno nimamo tega, mislim, pri nas nimamo tega obveščanja prek SMS-jev. Ja, pa tudi mislim, da je ful minister odstopil, tako da ne vem, če bo kakšen SMS servis za obveščanje ljudstva delal. Tako da, se preseneti. Galob ti v poslov. Po poštem galobu bo dobu. Vse je mogoče pa. Ja. No, če ste obkroženi z zombiji, zdaj veste za kvaso. Pa ne. Nadaljujte svojim dnevom. Ja. Ponedeljek zjutraj, če to ponedeljek zjutraj poslušate, je ful lepši, če nimate okoli zombijev na avtocesti. Imate sicer gužvo, ki ponovadi, ampak to je pa pač ne. Mogoče so pa te, a veš, da je gneča na avtocesti. Vse ti izgleda kot zombi, ki jih oni ženejo, ki je v Atlantu ali whatever, tam v The Walking Dead. Ne? Ja. Veš. Pa isto se počasi premikaš. Oni se niso pa več premikali, so bili samo avtomobili parkirani. Točno, ja. Pol na koncu bo sam šal. Ja. No sej. Isto, kar stojiš v cesti, mislim. V gužvi. Se prav, lugati z vrhanka. Več se ne premakne. Ali pa iz druge strani, Lukovica, Šentrupert ali kamorkoli že. Če ste v tej koloni, pa ne, sam stojite, boste veseli, da ni zombi v zunaj. Mislim, če jih ni, če pa so pa, Pa that's life. Da naslov že imamo. Ja. Mislim, da imamo ful variacij, da te bo zombi. Ja, na potenco, zombi v prometni koloni. Gremo na ta avizo. Pejmo na ta avizo. In cifra je? 12 minut Slavko. Hitri smo. Ja, Škoda, vemo, da je pred nami še zmer uno poglavje, ki bo tudi v naslednji epizodi, pa še kakšni naprej, tako da hitro avizo. Ja. Zdravo, štoparke in štopari, ta uvod bo res kratek, ker ta ni bil. Prej še 60 minut tega preduvoda, tako da je bil red. Ja, pa smo bili danes res kratki. Res kratki smo bili. Scenarist je vedel že vnaprej. Tako kratek, da bo zdaj Zi povedal, da smo še vedno peli in Zi. Hvala, ker nas podpirate. Iz srca. Seveda pa grejo največja zahvala vsem, ki so vzamete čas, da nas poslušate. Zombi ali brez. Lahko tudi zombi poslušajo, to šteje pa v posluške. Ja, ne vem, če Spotify zazna. Mislim, če pritisne, pa šteje, ne? Ja, valjda, ne. No, pa ja. To v redu. Tako da gremo pogledati, kaj smo poslušali v prejšnji epizodi. Pejmo. Pubertetnice. Ja. Pubertetnice smo imeli. Mislim, jih imamo še zmeraj. No, to je res. Odvisno od koga, kako hiter rešil epizode. Tam. Rekel se bo. Delka bi mislil. Tako da, pubertetnica je bila, pa zvedeli smo, mati so zaposlena. Da mati so zaposleni in da mati so šli. Mati so šli in to je to mati rekla. Ajde, tukaj imaš znajce, ajde pol. Sem naredila vse. Ona je naredila vse, kar je bilo v njeni moči in zdaj gre poročati z vojne. Tukaj jo imaš, to je to. Ta karieristka je. Kje je, kaj pa? Think about the children. Za otroke gre pa to, ne? A jaz sem bil zdaj nek so imeli. Ja, sem imel zdaj, ja. Če to, veš, tale, volk mama pa to neki. Ona pa karijera. Karijera, ne, karieristka, ne. Ja. Pa ubogi moški morajo pa, Artur bo incel ratu mater, zaradi tega zdaj. Lahko pol incel rataš, vidi. A ja, se res ne moreš. Ne moreš, pol ne moreš, ne. Damn, fotor cela neki. Ja.
V glavnem, pojmo na bil na kvarnik, kaj gremo na tole. Ja. Zelo zajavljeno. Ja. No, ko je Triljan odšla, je Artur preživel najdaljših 10 sekund v svojem življenju. Ampak, a smo to že imeli? Ne, to smo ven vrgli, točno. To je bilo že v outakih. Da je Rekar vesel, ko smo imeli teh 10 sekund. Tako da Rekar, ta outtake bo enkrat 2:24. Ja. Najbrž. Če ne bo zombijo. Če ne bo zombijo, ja. Tako da 10 sekund je dolg, sploh če jih poslušate v tišini, tako da jih raje note zdaj. Je pa pol avtor nadaljeval, da je čas, kot vemo, relativen. Tako. In je razložil z eno lepo štorijo. En me hoče klicati. Se vi nič ne slišite, se prvi čuvam. Ne. Ja, tako, ne. To štorija pa pove, da če potuješ nekaj svetlobnih let daleč med zvezde in nazaj, svetlobno hitrostjo se boste ob povratku nemara postarali le za nekaj sekund. Ampak je to res? Ja, menda, da je res. Če ti potuješ, tebi se čeprav čas drugače. To je že Einstein. Tako, tebi se drugače čas premika kot unim, ki so recimo ostane na zemlji, ti pa nekam odpotuješ. Ki gre počasneje. Tako. Ja, no, ok, če imaš pač brata dvojčka, bo pa ta cajt v bistvu se postaral za 20, 30, 40 ali pa koliko let že traja do une zvezde pa nazaj. Ne. Tako da zoprn. Še posebej pa je zoprn, če imaš brata dvojčka, za katerega sploh vedel nisi. To pa z njim je zoprn. To bi se bil point čale. Ni hotel povedati, da se v različnih časih različno premikamo, ampak da ne. Si začel je dober, ne? Nimam te rata. Ja. Vzpostavil je neko... Z otrokom je začel tako... Je pa bil, kako bi rekel, je bil pošten odnos, ne? Povedal je po resnici, ne? Veš, to je bil, kako bi rekel, odkrite karte, ne? Mislim, vse je jasno razloženo, da globoke čustvene družinske vezi se ne ustvarjajo v 10 sekundah in pač ne, on ni mogel... še nekaj minut. Samo v minutah je pa zdaj pol zlubu. Mislim, a veš, boljš kot 10 sekund je nekaj minut. Ne, a veš, tako da, a veš, mene prav zanima, a je Artur štev, odkar je Triljan, veš, raketka od Mogoče mislim, da je bila to ocena. Da je bila tako, da se mu je zdelo zelo dolgih 10 sekund. Da se mu je že vlekel. Toliko dolgih 10 sekund, da se mu je ful vlekel. Prej je pa še objel. Preden je povedal, da je nima rad. Tako da nekaj ne probava. Mislim, da sem tudi, a veš, mi, ki smo fotri ratali, nekako si zvedel, vsaj kakšnih par mesecev prej, a ne? Nekako se je nekaj poznal, pa vse to, ne. Zdaj pa, če takole dobiš otroka kot Artur, ki je že pubertetnica oziroma že mal čez, ne vemo zdaj točno, ker pač vse smo... verjetno ni to prav cajt za spoznavati z otrokom. Je mal hujši šok v bistvu, ne. Ja, za oba dva. Ja, absolutno. Za oba dva, ne. Tako. Ja. Sploh še ona, ki je bila z mamo prepotvala vse živo že, ne, in marsikaj videla, tako da, potem pa pride traktat, ta traktat je zanimiv zato, ker ni iz enciklopedije Galaktike, kar je čuden, ne, ni traktat iz Štoparca, kar je še posebej čuden, ker avtor drugih knjig ne citira v tej knjigi. In je odlomk se začne takole, v čudnih časih živimo. In pa razlaga, zakaj v čudnih časih živijo. Ampak to se zmeram lahko nanaša na kjerkoli čas. Ja. V bistvu jaz mislim, da to čist, da ta... To bi se dal s fizikalno enačbo. To bi mogli prav dejansko v aksiom spremeniti. Ja. Zaradi tega, ker mislim, da ni ene generacije na tem planetu, ki verjetno ne bi uporabila tega oziroma podobnega izreka. Ja, to je res, ja. Ker se vsi pritožujemo nad zdajšnjimi časi, pa kako je bilo včasih vse bolj. Vsi neki romantiziramo. Pa ta današnja mladina, pa vse to ne.
Ja, ki je bila prejšnja fullball, ne, pa mi smo bili ta grozna, pa ne, zleteli so pa sploh ne. Ja. Že v bistvu sploh ne veš, dokam še lahko to gre. Ja, pa kar gre. Pa takrat preseneta, Pa kar gre, ne. pa te na koncu vedno preseneta. Ja. Pa če bi bral po moje kakšne članke iz 1800, bi isto pisal Isto, Mladina, pa isto. one. Se pa če, se so, veš, pa teli Beatlesi, ki so bili v 60-ih, banda pokvarjena, razumeš, hipijadarska. Zaraščena. Pa oni pol, ki so za njimi Oni prišli, pa pa sploh. oni, pa še bolj zaraščeni, pa oni, v glavnem, ja, skozi gre na slabš, v bistvu je pa skozi isto. V bistvu gre na boljš. Gre skoraj na boljš. Bi človek rekel, da gre malo na boljš. Ta vreme nas je neki zjebo zadnje cajt, ampak drugače gre pa na boljšo resnico. Vreme nas je zjebo. Vreme nas jebe že tudi celo zgodovino, sam pač premalo cajta smo kle, da bi to opazili. To je res, ja. Se z drugimi stvarmi Kje so zabavamo. ledene dobe pa Sam ne pred vem. ledenih dobah še ni bilo. Mislim, nobenih ja. sesalcev še ni bilo, tako da takrat nimamo. Ne, so bile une tudi pole smo bili, ker so bile te V ta zadnji ledeni dobi so smo že smo človeki ne. Bi se sesalci definitivno. Sesalci ja, ampak ljudje pa ne, ker so sam 300 tisoč. Sem gli zanj poslušal, da je zadnja. Ne, vmes je bilo tudi ena je bila. Sam ti si bilo zaradi njega vulkana, ki je. Tako ja, nekaj se je zgodilo. Ti si bilo pa. Mala ledena doba. Je bilo pa. Ja, no, ti si bilo pa še kar večja štala, zato ker so imeli pridelk ves ne tekoč in jim je v celi Evropi pridelka zmanjkalo in so pač postradali tisti, ki so pa preživeli, so pa pač preživeli. Mislim, zelo malih je preživel v resnici. Ja, ampak v glavnem, mislim, zdaj, a veš, takrat ga nismo mi, ne. Za vulkanček je kriv vulkanček. Ne, mislim, ne moreš reči, da je bilo to. Ja, mislim, se je razlog zdaj, zakaj se to zgodi, je v bistvu v tem trenutku precej irrelevanten. Ja, mislim, pač vse stvari v nekih, to smo ugotovili, da vse stvari v nekih ciklih pač potekajo. Ne? In da enkrat je bolj fajn, enkrat je pa malo manj fajn. Ne? Ja, vem, če glih manj fajn na našo periodo življenja preleti, smo ful nesrečni. Ja, težko je oceniti, dokler si živ, v bistvu dokler nimaš ti začetne pa končne točke, od kje pa do ja, od kje pa do kam gledaš, ne, je težko oceniti, je bil to dober čas, je bil to slab. Ne. Se misli, da še dokaj si živ, je v redu. Je v redu, je v redu čas. Ja, ne, ni, včasih tudi ni. Ne. No, ja. Tako da ja. No, v glavnem traktat se zaključi tako, da dajmo svojim otrokom priložnost. Velja. Tako da v bistvu, dajmo jim priložnost in ne jim govoriti, da so čudni, čeprav se nam zdijo, ampak le jebi ga se in najbrž se mi tudi njim zdimo. Ja, tako da, itak. It's ok, v resnici. So se nam se je tako zdeli. Isto. Našim se zdi. Ja. Vsi smo se križali en proti drugemu. Je pa odlomek iz knjige Praktično starševstvo v fraktalno poblaznelem vesolju. To bi tudi zdaj šlo, po mojem. To bi bil dober naslov. Zakaj ga ni kdo pokupiral že? To bi šlo zdaj. To je bestseller. 60 tednov na unih vseh lesticah. Jaz skupaj to, evo. Dobar, to se sliši super. Ja. No. Ker random je poprašala, kaj je to? Ampak Artur je bil pa čist nekje drgene in je že skoraj obupal in ni hotel obupati in z nobeno ceno ne, ampak vsaj za zdaj ne, ampak mu ni bil človek. Ugotovil je, da če bi bil človek, ki hoče obupati, bi bil to zdaj čisto pravcaj, da bi obupa. Ja, ne. Ker ga je, mislim, a veš, valjda, da ga je motil, ker random pač se je obnašala kot tipična pubertetnica. Grdo se je držala, pa kujela se je, pa ni razumela, to je bilo dobro, da ni razumela, zakaj mora biti skozi vključena težnost, a veš. Ja. A lahko gravitacija malo gasla že za kakšne par minut, se malo igramo. Pa na sonce je tulila, ne. Pa tudi na luno. Na luno, pa ne, a veš. No, vse je tulila. Pa kamne je metala une ptice, pika bogereve. Ja. Z njegovim japonskim nožem je še ta udarce. Kamne kupala. Še ta udarce. Spoštovanje do orodja. Ja. Ampak glede na to, kaj se je Arturju že v vseh telih naših epizodah zgodil,
Se je kar dobro izšolal. Ne? V resnici je zelo dobro pripravljen na tak šok. Ne? Je zelo miren. No? Ja. Ja, le se ti pravim, njemu se pa zdaj lepa v telih epizodah do danes se mu je pa že zgodil. Kaj pa je že doživel? Svašta. A veš, kaj je gotovo, da dihanje pomaga, ker je globoko vzdihnil, pestujoč, oskrbljeno in zvito rezilo in je bilo takoj malo bolj. No, če te to pomiri. Če globoko dihanje, zihar pomaga. To smo pa tudi že rekli. Ja, Huberman dvakrat vdihne, pa pol izdihne. Ja. Ampak tudi nož v rok. Lej, ne vem. Aha. Za nož ni nič rekel. Ja, dobro. Ne, moraš vdihniti, pa še enkrat na kratko vdihniti, pa spustiti. Ja. Sam kako to v montažer vendar razumeš v podcastu, ki se neč ne sliši. Dober ga. Takrat po mojem Mike, on pride že meren kek. Čeprav, po mojem že prej pride. Ja, če ne bo pa v njegovu po Mike. Že NSDR naredil, pa jutranjo prho mrzla, pa 90-minutni kufe. Hoditi v sončni vzhod, pa vse to vala. Ali pa cut button, ali ga pa undol spusti z reglerji, to je to. A ja, misliš, da ima... Ima tonskega, mislim, ima pa ona, veš. Ni to upravičujemo se za vse nevšečnosti, ker nimamo svojega tonskega tehnika. To moramo tudi nabaviti. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za Seribijo.si, za tonskega tehnika gre. Sej pol mu rekli, da ga nič ne plačamo, sem se ga bomo. Bomo. Delo bo. No in pol je tle še ena štorija s paleozoisko dobo in staremu, Bargi je spet v akciji in ne. Bargi se skozi malo pojavlja. Ampak je bilo prerekane s starim thrash bargom čiste zgube časa, tako da gremo lahko kar naprej. In ugotovo je, da ni lahko biti oče. Ja. Starš je, tudi za mame lahko poročam, da je zajebana reč. Noben ti ne reče, da bo to tako, oziroma premalo ljudi, ali pa ne poslušaš, ali pa ne vem kva, ker ne. Kaj spameten. Ne, pa po mojem se ti zdi, a veš, da sej pač, sej smo, a veš, sej... Koliko pa je lahko težko? Sej, že odkar smo, pač so bili starši, sej 2 ne. Ja, sem to, da smo zdaj to razvili do stopne umetnosti. To je res. Ne citiram, ni lahko biti oče. Ja. Tudi mama, naj dodam. Ja. Tako. Ampak ker meni tukaj, da s mama lahko govorimo samo za očete. Je pa vsekakor, mislim, da se bi pridružili temu. Nedvomno in brezpogojno bi rekel. Tako. Ampak se je trudil po najboljših močeh, tako da kadar ni delal sendvičev, je bil z dno, mislim, je prebil čez dno. Ne, se je trudil. Pogovarjala sta se vse tako. Se je trudil človek. Posedala sta na vrhu hriba, opazovala sonce. A, vidiš, Huberman. To je to. Ampak nista imela pa prav zelo nič skupnega. Ne. Razen genov. Ja. In ta je bila lepa. Ne. Oziroma njuno stično področje je bilo nekako tolikšno kot Trillian, v kateri pa sta imela rahlo različno podobo. Ja. Ne. In pol je random še enkrat rekla, kaj je to, mi lahko pa rečemo, pečino obešalnik. Dobro si tole spelo. Ja, ja. Po mojem, se bo pač ena malo krajša. Ja. Aj krajša? Mislim, ne, epizoda je lepih 28 minut. Vidiš taki. Super. Lagano. Lagano. Za apokalipso, da ne mal. Da v tem je še cajt kakšnega zombija po tam. Pazi, levo. Ja, tako. Ti Mirka spasi smo živi. Tako da, ja. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca epizode, v kateri smo izvedeli, da je čas relativen in da je starš biti težko. No, to ste izvedeli, če imate otroke, ste izvedeli že verjetno tudi prej. Ne danes, to ni bilo kakšno posebno odkritje. Tako da... Ostalim pa zgolj v vednosti in ravnanje. Tako, ja. No, in čas kosila je pa še posebej relativen. To pa to pa vemo že iz prve knjige, ki je daleč stran, ampak
v srcih zelo blizu. Kater del iz prve knjige vam je najbolj všeč, vam lahko povete na našem Discordu ali pa na družabnih obrežjih. Posod smo afno upravičujemo še. Razen na Discordu smo samo brez panike. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Hvala. Čau. Čau. Mislim, da še pol, glih pol ure bo. Glih pol ure. Ja, moraš Sladka. tako, kot moramo, ne? Tako se zagre. Sladka.